super, da imamo toliko možnosti, še vedno pa najbolj ključna in tudi najbolj poceni v resnici je preventiva. Omenili smo izogibanje soncu direktnemu ob najhujših teh pritiskih, najhujših urah. Uporaba sončne kreme je še kaj takega, kar bi omenili morda? Na vsak način, torej predvsem, kot sva rekla, fizikalna zaščita, to se pravi klobuki, ki naj imajo vsaj 5 pa bolj 7 centimetrov roba, očala in pa čim večji del telesa pokrit. Dejansko so kreme oziroma pripravki z zaščitnimi faktorji namenjeni temu, da namažemo tisti del telesa, ki ga ne moremo obleči. Ja, jaz sem kdaj sicer opazil že koga tudi, ki je med kopanjem uporabljal majico in kapo, recimo svojo mamo, in se mi je to vedno zdelo zelo smešno, ampak očitno ni zelo neumno. Ne, nikakor. Sploh te majice, in če bi se, mislim, so izjemno priporočljive. Lahko imamo tudi neke bombažne majčke, ampak morajo biti gosto tkane in če se da, barvaste. Ampak te, ki jih zdaj izdelujejo kot ultravijolična zaščita, so pa res izvrstne. A veste, vedeti morate, da v vodi do 50 cm, recimo, ko smo mi 50 cm v vodi, pride čez še 50% UVA žarkov in 30% UVB. Poleg tega mokra koža absorbira več ultravijoličnih žarkov in poleg tega imate še odbijanje, obraz in to vam vse odbija. Tako da dejansko, seveda, za plavanje verjetno malo je tako discipliniranih, da bi dajali klobučke in tako, ampak res namazati obraz, potem pa čim več se obleči.